Živijo družba, danes se pa nahajam v Bohinju oziroma pod Voglom, kjer nameravam zaključiti 3-dnevno turo, na katero se odpravljam. Grem pa najprej bom na Komno skočil do Krnskih jezer oziroma do Krnskega jezera in prvi dan nameravam zaključiti na Krnu. Pa naprej en tak krog, boste več spotoma zvedeli. Ja, za začetek se bomo mogli najprej do izhodišča pri slapu Savica pospet. Lahko bi tudi tlele štopil, ampak gremo kar peš. Kakšna lepa je tale Savica. Ko pa prečkamo Savico, nas pa tele lepe table, sicer se zelo slabo vidi, kaj piše, ampak nas usmerja proti slapu Savica. In mi se bomo sprehodili do tja. Takole, zdaj, ko sem se malo ogrel, malo lažje kaj povedal. Zdajle je prav luštno tlele hoditi, se sliši bučanje Savice, slapu. V glavnem, plan je tak, grem prvi dan do Krna, tam prespim, potem drugi dan do planine Razor, prespim tam, se mi pridruži Luka in tretji dan se vrneva čez Rodico nazaj v Bohinj. Tako da malo veste. No, gremo. Vmes bomo šli pa mimo vseh Krnskih jezer, pa videli še en kup lepih stvari. Tako da tele Bohinjske gore so res noro lepe. In tale krog, že kar nekaj cajta sem si ga želel narediti. Zdaj je pa pravo vreme, pa gremo. Pejte zraven. Zdaj počasi prihajamo že do parkirišča pod Savico in tukaj gor, malo pred parkiriščem, pridemo tudi do križišča, kjer gre cesta, kjer gre pot na Črno jezero in v dolino Triglavskih jezer čez Komarčo. Mi pa tam še 2-3 minutke pa smo na parkirišču. Vidite, tukaj je kar živahno, ogromno folka oziroma avtov. Sem pa približno urico pa pol nazaj tukaj starša odložil, ker sta danes bosta skočila sam do Koče pod Bogatinom. Jaz imam planje ujeti ali pa saj gor pač srečati. Drugače pa tukaj pa tudi bomo posneli tudi pot gor do Komne in do Koče pod Bogatinom. Da si grem pa najprej še 1 liter vode natankati, pa gremo naprej. Kakšno minutko od parkirišča gor, pridemo pa do tlele in tukaj, če gremo desno, gremo proti slapu Savici, mi bomo pa tle kar levo počeli
in šli proti Komni. Tukaj se začnejo pa slavne serpentine oziroma Molatera proti Komni in čaka naš 50 serpentin. Sedma serpentina. Trinajsta. Pozabil sem povedati, tamle od Vogla, se pravi od parkirišča pod Voglom, pa do Savice sem rabil okoli 1 uro se rab, tukaj gor do Komne je pa markiran 2 uri pa pol. Na 26. serpentini se nam pa prvič prepogled. Poleti sicer telih užitkov ni, ker je listje, jesen je pa tako lepo, pa tudi pozimi. Tole serpentino smo iskali, 48. Smo prišli pod daljnovod, še zadnji pogled na jezero in smo nekje na pol poti do Komne. Od 48. serpentine se začnejo pomikati malo bolj proti notranjosti gora, se pravi proti planoti, ki se reče Komna. In pol čez 15 minut zdajle kmalu bomo tudi že prvič zagledali kočo na Komni. Ja, tamle gor med vejami se vidi pa dom na Komni. Neli, sem bejt, sem. Evo, pa sem ujel starša, pa zverino mojo. Tukaj je pa brezno zaščiteno, da kdo slučajno not ne čmokne. Tukaj pa še en lep pogled na kočo, smo že čist pod njo, lahko se jo vidi skozi veje. Lahko pa pot na Komno tudi super zaokrožimo eno tako krožno turo. Tukaj smo na križišču, kjer se gre za Črno jezero. Pa se pa lahko čez Komarčo dol spustite. Sam kakšno minuto nad prejšnjim križiščem pridemo pa do drugega, kjer gremo levo na Komno, se pravi kočo. Desno gremo pa lahko koča pod Bogatinom, lahko gremo tudi mimo Komne do Bogatina, pa na Triglavska jezera svetle, oziroma na Dvojno jezero. Prvi tak res prekrasen razgled. Takole, pa smo na domu na Komni. Evo, takle razgled je pa iz terase na domu na Komni. Tlele na Komni se ne bom ustavljal, ker se bom pod Bogatinom, sem starši zmenjen, staršema. Drugače pa tole edina visokogorska koča v Sloveniji, ki je odprta čez celo leto, vse dni v tednu skozi odprta. Na višini 1520 metrov, ful so prijazni tle, tudi za jaz me odlično, tako da dobrodošli. Je pa to tudi odlično izhodišče. Mi bomo zdaj naprej pičili proti Krnskemu jezeru, pa drugače se gre pa tle lahko tudi proti Voglu
rekel sem že Črno jezero, Dvojno jezero, tako da je res ogromno enih možnosti. Gremo naprej. Tole še eno križišče, ki je tam malo podkomno, kot sem rekel, če bi zavili tam desno, bi tlele prišli pa direkt proti Bogatinu. Tukaj je res tam noro je tlele boj. Da vidite šele tole planino. Planino v koncu, mislim, da se imenuje v koncu, kjer stoji koča pod Bogatinom. Tole je pa planina na kraju, prej sem rekel v koncu, na kraju je. In pa koča pod Bogatinom. Noro. Tukaj pri koči pod Bogatinom tudi super križišče, se gre lahko tudi proti Triglavskim jezerom oziroma Dvojnemu jezeru. Tamle malo naprej, 50 metrov naprej pa še eno križišče, ki bomo pa pol obdelali. Drugače pa koča pod Bogatinom, tukaj na ta planina na kraju, tukaj je bila včasih največja zaledna vojaška okrepna postaja med soško fronto, avstrijska. In koča pod Bogatinom je bila včasih bolnica. Tako da, to je to. Je bilo pa tukaj na tej planini, mislim, da 22 objektov. Res noro. Evo, gremo naprej. Malo sem se krepčal, malo spil. Zdaj pa tlele 5 minut ali pa 2 minute od Bogatina, se pravi koče pod Bogatinom, pridemo na križišče, kjer gremo lahko po glavni mulateri, je za mano na Bogatinsko sedlo, pa tam na Krnsko jezero, ali pa gremo tukaj, kjer bomo šli tudi mi, čez Mrzlo Komno, pa Lanževico, pa pol Veliko Babo, pa se bomo dol do koče pri Krnskih jezerih spustili. Gremo pa tukaj tudi mimo najhladnejše točke v Sloveniji. Boste videli, kjer so namerili, mislim, da minus 39 ali minus 49 stopinj. Še te zadnji pogled proti planini na kraju, pa gremo naprej. Tistle tamle gor, ki se pa vidite, je pa najnižji 2000 v Julijskih Alpah. Kal se imenuje. Ja, še tole, tukaj po tej poti, po Mrzli Komni, se pravi mi Mrzle Komne, tukaj boste redko kdaj koga srečali, in če imate radi poti, ki je bolj malo ljudi, pol tole zberite. Točka Mrzla Komna. Kakšna narava okoli. Najhladnejša točka v Sloveniji. Mislim, da 2008 so zmerjali. Tlele, preden se začne malo bolj tak, nam rekel resen vzpon, ampak na vzpon, ki ni več mulatera, čeprav je še, se pa desno odsep ena taka nemarkirana potka proti Kalu.
Pa tudi pol lahko se gre kaj proti Soči, vasi Soča. Aha, evo, tle se gre planina za skalo. Pa Soča dol. Markirana pot. Super. Ko so res to majstri pot speljali gor. Neverjetno je. Malo pogled nazaj. Se pa tudi, če se ne motim, se je tole že Triglav tudi vidi. Če zadnji levo. Jaz sem pa se pihal na sedlo pod Lanževco. No, zdaj se pa prvič odpre tudi pogled proti Krnu. Kaj gor pa modno. Tole je pa Lanževica. Prvi 2000 danes. O, kakšni razgledi. Tudi na Lanževici sem se malo krepčal, zdaj pa naš cilj, tamle, ne vem, če prav kažem, ampak Velika Baba, pa dol do koče pri Krnskem jezeru. Bom pa videl, če bo danes še uspel, če mi skočil do Krna gor, ker je ura že kar ene pol dveh. Z noči se užiramo, sončni zahod je pa že v 5, tako da bomo videli, no, kako pa kaj. Kako se lepo vidi pot iz Bogatinskega sedla proti Krnskemu jezeru. Sem pa pozabil povedati, tole iz Lanževice na Veliko Babo ni poti, oziroma ja, bolj brez potje je, so pa neki mužici, tako da malo se treba orientirati, ampak ni ne vem koliko zoperno. Bi bilo pa verjetno boljše, če bi šel čez Bogatinsko sedlo pa do Krnskega jezera. Bolj enostavno bi bilo. Ampak to je pa malo pustolovščine. Ker sama pot ni dosti pester, sem se še malo zaplezal v tele borovce. Ampak bo. Ni bila to najboljša ideja. Tale rušil je kar scena. Vam pokažem ceno plezanja čez rušenje, ne vem, se bo videl. Zračnik sem si naredil. Pa na glavo padel na to rušenje s tem ogromnim nahrbtnikom. Zabavno. Gremo naprej. No, pa sem splezal na Veliko Babo. Evo, tole pa nagrada. Sicer škoda, ker je proti soncu, se je malo slabš vidi, ampak Krnsko jezero. Tamle se tudi Koča dol vidi. Tole je pa Lepena. Zadaj tiste Kanin, pol Montaž, pol so pa spet naše Mangart, Jalovc, pol je Prisojnik, tiste so
Mojstrovke, Razor, Triglav, ne vem kva, zadnji se najbrž Kraljica vidi, ampak tukaj spredi lepo špiče, dolina Triglavskih jezer. Bogatin, najvišji je Tolminski kuk, proti Primorski, ja, zadnji se celo morje vidi, pa Krn. Ja, takole, jaz grem z Velike Babe zdaj proti Krnskemu jezeru in glede na uro vse skupaj sem se odločil, da bom kar na Krnskem jezeru prespal, pa bomo pol jutri napadli Krn, pa šli pa naprej proti dolini oziroma planini Razor, tako da tudi da veste. Sicer spet proti soncu, ampak dol boste verjetno videli Dupelsko jezero. Drugo od 3 krnskih jezer, ki jih bomo tale v teh 3 dneh videli. Kakšen lep pogled proti Veliki Babi z primorske strani. Da pa tu ček malo sonček zašel. Takole pa smo že na koči pri Krnskih jezerih. Še minutka. Tole pa koča pri Krnskih jezerih. Zdaj se mogo najprej pozanimati, ali je odprta, ali bom v zimski sobi. Ja, koča je, kot kaže, zaprta. Tole ne bi bil pa, ne bi bila pa zimska soba. Gremo gor. Ne vem, če se zdaj kaj vidim pa z baterijo po svetu. Ampak, zdaj sem svetložišče. Takole, kosilo, večerja, vse v enem je narejen. Preden se znočim, skočil pa še do Dupelskega jezera. Gremo par 10 metrov nazaj, skoraj do tam, ko smo prišli z Babe, pa desno zavijemo po teli potki. 50 metrov nižji se pa že jezero pokaže. Kakšen mir.